Šepet Izole. Odraslim nam je Izola všeč, ker je majhna, raznolika, dostopna, varna, pa so to tudi aduti, ki prepričajo naše najstnike. V današnji epizodi Šepeta Izole bomo spoznali 3 zanimive zgodbe naših mladih Izolank in Izolanov. Tako da, dajmo kar videti, kaj pravijo in kako doživljajo naše mesto oni. Evo, z nami je že prva najstnica, dijakinja srednje šole Izola Nika, ki je v bistvu ena zelo zanimiva oseba in težko bi jo popredalčkali. Se namreč zelo izraža v umetnosti, v sodobnem plesu, igra tudi v ljubiteljskem gledališču. Obenem jo pa zanimajo Formula 1 pa MotoGP in ima celo vojaško štipendijo. Nika, lepo pozdravljena. Dobar dan. Kako bi se opisala nekomu, ki te še ne pozna? Mislim, sama sebe jemljem kot prijazna oseba, rada pomagam ljudem, kadarkoli, ali za šolo, ali za kakšne druge stvari. Lahko bi tudi rekla, da sem aktivna, tudi glede fizično in tudi z mojimi hobiji in treningi in tako. Tretje pa bi lahko še rekla, da sem nekako tudi delavna. Rada grem na take kakšne prireditve, pomagam prostovoljno in tako. Zdaj si zaključila prvi letnik, pa si že delovna, pridna. Zelo lepo slišati. Tako, kot sem povedala že uvodoma, v bistvu si nekje se gibaš in v umetnosti in v adrenalinu, ampak na katerem področju od teh dveh se bolj najdeš? Zdaj trenutno se bolj v umetnosti, sem tudi bolj aktivna v umetnosti. Mislim, umetnost me v bistvu spremljam čez celo leto in med šolo in poleti, med počitnicami, medtem ko te bolj adrenalinske stvari pa me bolj v prostem času, oziroma ko so počitnice. Kako bi opisala v bistvu življenje najstnikov v Izoli? Kaj ti je v Izoli recimo všeč, kaj je pa nekaj, kar te moti, ali ti gre ful na živce, ali bi hotela spremeniti? Mislim, življenje bi rekla, da je tukaj sproščujoče, je tudi morje, se mi zdi, da je tudi veliko potk za hoditi, ali pa da se dobiti, tudi veliko krat gremo s prijatelji potem ob morju hoditi. Edino, kar je mogoče, glede na to, da živim v centru Izole, so te prireditve, ko se res sliši včasih muzika. Je malo hrupno. Na glas, ja. Ampak tega ni tako veliko. Ne, mislim, zdaj malo poletje, malo več, drugače res ni kaj takega, da bi prav motilo. Ampak tako kot najstnica recimo ne pogrešaš več tega hrupa? Ne, mislim, jaz sem tudi malo tak tip človeka, ki nima glih rad koncerte ali pa šagre, da bi zdaj prav v to šla. Mi je bolj dragoceno, ko se kaj dobimo ob strani s prijatelji in tako. Če bi mogla nekomu, ki ne živi tukaj, opisati, kakšno je odraščanje v Izoli, kaj bi rekla? Bi rekla, da je prijetno, tudi tako, lahko rečem, povezovalno, ker mislim, hkrati je veliko mestece, hkrati pa majhno in se res hitro poveže z nekom. In tako. Ti si se v bistvu v Izolo preselila iz Ljubljane. Kaj bi rekla, da je bila največja razlika? Se iz enega večjega mogoče kraja preseliti v en manjši obmorski kraj? Največ, kar sem pazila, je definitivno vreme in to. Je bolj toplo, pa hkrati tudi bolj sveže zaradi burje. Mislim, mi je pa tudi tako všeč, ker vsaj osebno se mi zdi, da te nekako Izola malo prisili, da se malo sprehodiš, ker imaš nekako malo bolj vse blizu kot v Ljubljani. Torej, ta dostopnost ti je v bistvu všeč. Omenila si tudi, da se ti zdi Izola zelo varna. A ti je to pomembno recimo kot mlademu človeku? Zelo, ja. Sploh, ker se s prijatelji se radi dobimo pozneje, sploh, ko je bolj temno in tako, in tudi med počitnicami. In nekako imaš tudi ta občutek varnosti v Izoli. Dokdaj si recimo med poletnimi počitnicami lahko zunaj? Recimo do polnoči, včasih tudi do 1 zjutraj. Lepo. A ti je pa kdaj dolgčas? A je kaj, kar pogrešaš recimo? Niti ne. Mislim, se mi zdi, da se zmeraj nekaj najde. Mislim, je pa tudi red, da je Slovenija majhna in če kaj manjka, lahko hitro. Mislim, je dostopno tako. Kako greste skupaj, to se mi res je zdelo fascinantno, ko smo se spoznali, kako greste skupaj, ne vem, sodobni ples in vojska?
Kakšen par sta? Nekako in v vojski in v sodobnem plesu se lahko izražaš. V sodobnem plesu pač valjda z gibi in z različnimi pesmi, gibi tako. Medtem ko v vojski imaš pa tudi toliko smeri, da v bistvu lahko tudi malo izraziš, kakšen karakter si, kaj ti je všeč, ker vsaka smer pač ima v bistvu neko svojo disciplino oziroma svoj fokus na določeno stvar. Kako si prišla do vojaške štipendije? Kako si se sploh odločila za ta korak? Kaj te je prepričalo, kaj si mogla narediti, da si prišla do štipendije? Moj stric je vojak, tudi malo bolj višji rang. In sem šla enkrat poleti za odprta vrata v Mariboru. Sem šla z njim malo pogledat in sem takrat v bistvu ugotovila, da me zanimajo te veščine. In potem, mislim, sem malo tudi mojega strica vprašala, ker ima malo bolj te notranje podatke. Je pa tudi bil tam štand za vojaško štipendijo in sva se skupaj pozanimala in na koncu sem se prijavila, da sem pa jo dobila, pa smo imeli pregled fizične sposobnosti. Tudi potem mentalnosti, koliko pač, če si dejansko mentalno pripravljen za v vojsko iti. Smo pa tudi imeli zdravstveni pregled, ki je trajal 4 ure in je bilo kar tako. Zanimivo. Rada imaš pa tudi adrenalinske športe, ne? Si rekla, kaj najbolj od adrenalinskih športov, kaj ti je najbolj všeč? Mislim, zdaj tudi adrenalinskih športov me najbolj zanima Formula 1 in s tem je tudi všeč potem go-karting. Nisem šla dostikrat, mi je pa všeč sploh, ko kamorkoli greš, so drugačne proge, tudi drugačni go-karti in všeč mi je, ker je tudi možnost, da greš s prijatelji oziroma z družino in se nekako tudi tako povežeš. Nimaš torej nekega strahu? Rekla si, da si bila tudi na bungee jumpingu recimo. Torej strahu ni? Ne, mislim, če že mi je ta všeč, ko ti malo srce bije in ko v bistvu premagaš nek strah, mi je všeč nekako ta občutek, da nekaj greš čez. Glede na to, da si res zelo aktivna in res na različnih področjih, pa tudi delaš že, v bistvu pomagaš. Kaj pa telefon? Koliko časa kaj preživiš na telefonu? Kar veliko ur, 8 ur na dan oziroma več. To pa je en močen screen time. Ja. Kaj se dogaja v tem digitalnem svetu? Mislim, večinoma mojega časa preživim na telefonu na TikToku oziroma na Snapchatu. Zdaj sploh, ker je Snapchat postal nekako prva aplikacija za komunikacijo. Tudi, ne vem, TikTok, mislim, se mi zdi, da je tudi nekako tako narejen, da so taki kratki videoposnetki in ne prepoznaš, koliko časa gre mimo potem. To hitro prevzame, ne? Ja, Padeš zelo not. hitro, ja. Pa tudi kaj kreiraš vsebino ali bolj uporabljaš v smislu, da pač gledaš razne videe, pa da si recimo dopisuješ s prijateljicami? Niti ne kreiram, bolj gledam in mislim, komuniciram s prijatelji. Tako, nisem nek tak tip, da bi objavila stvari. Evo, zdaj sva se iz De Grassi Aperitivo bara, kjer rada piješ kavo, prestavili v tvoj najljubši parkec, Park Pietra Kopa. Zakaj ti je tako všeč ta park? Se mi zdi, da taken sproščujoč prostor sploh zdaj oziroma spomladi, ko je vse zeleno, živo. Tudi kakšne prireditve so tukaj. In ne vem, se mi zdi tudi, ko imamo recimo kakšno frej uro, v šoli ponovadi pridemo v ta park in se potem pogovarjamo in tako. Se tu potem malo družite. Ja. Kaj bi rekla, da je ena stvar, ki odrasli mislimo, da je za vas mlade zelo pomembna, v resnici pa vam ni toliko važna? Mislim, socializiranje bom rekla na splošno. Mislim, je pomembno, ja, ampak mislim, ni pa spet nek tak glaven spektar ali pa glavna stvar zdaj pri nas, zato ker mislim, je valjda šola in potem še druge stvari, zdaj pri teh delih se tudi dela, pri teh letih se tudi dela, vsaj jaz in tako bi rekla. Če bi mogla recimo zaključiti stavek, ki se mi zdi, da ga starši radi rečejo svojim otrokom, ko smo bili mi mladi, smo pa, kaj je ono, kar najpogosteje slišiš? Najpogosteje je, nismo bili toliko na telefonih, smo bili povsod, smo bili bolj socialni,
smo delali Smo se družili več, misliš, ali smo delali neumnosti? Neumnosti, ja, neumnosti. Mislim, sej je res, da zdaj smo bolj, mislim, taka digitalna generacija, ja. Ampak še vseeno se dobivamo in tako smo, mogoče ni več toliko opazno, ker pač je, mogoče se bolj vidi ta naš telefon in koliko časa na njem preživimo, ampak ne toliko naše zdaj prosti čas, kot se dobimo. Tako malo. Ja, pomembno je, da se še vedno družite in dobivate, kar pa seveda se. Ja. Kaj bi pa rekla, da je nekaj, kar mi odrasli delamo in se vam zdi tako cringe? Meni osebno je malo tako bolj zanimivo oziroma malo smešno, ko se kaj novega ugotovi na telefonu ali pa na internetu. In recimo mama me pokliče, nekaj prije to pogledati, in jaz že v bistvu poznam to. Ja, in mi je potem malo tako smešno, je res, da mi mogoče tako malo več časa preživimo na telefonu in tako je malo tudi bolj izpostavljeno nam. Mogoče je za vas to že del vaše normale, nam se pa zdi bolj revolucionarno. Zakaj te pa recimo doma največkrat pohvalijo? Lahko bi rekla za moje delo, ker še vseeno pač se potrudim za šolo tako. Čeprav tudi kaj kdaj ušpičim ali pa malo po domače povedano zafuram kaj, pač sem tudi delovna, se pravi, tako malo bolj vključiti v umetnost in mislim v te dogodke. In ja, tako. Zakaj ti pa recimo težijo največ? Za cene. Dobro, ampak razred si naredila, je tako, mislim, zaključuješ zdaj. Ja, zdaj v bistvu imamo že vse zaključeno, tako da smo že. Kaj pa ena beseda, ki jo vi recimo mladi pogosto uporabljate, pa jaz najbrž ne bi vedela, kaj pomeni? Ti pade kakšna taka na pamet? Kar vem, da recimo primer, moja mama ne ve, kaj pomeni zdaj beef varianta, angleška beseda, kar pomeni v bistvu nek spor oziroma nek nesporazum. In je pa res, da je dobesedni prevod to goveje meso. Zato je tako malo bolj lahko zapeljajoče. Ja. Moraš povedati mami, da si pogleda na Netflixu serijo Beef. Se jo gleda zdaj. Okej, zdaj je jasno. Ja. Okej, zdaj imamo pa eno malo zabavno. Boš izbirala med dvemi stvarmi, kaj ti bolj paše oziroma kaj bi si zdaj izbrala. Formula 1 ali MotoGP? Formula 1. Formula 1 ali bungee jumping? Formula 1. Formula 1 ali neomejena kava v Degrasiju? Neomejena kava v Degrasiju. Okej, neomejena kava v Degrasiju ali neomejena uporaba telefona? Neomejena kava v Degrasiju. Degrasij kava vidim, da zmaga. Ja. Okej, če bi pa mogla zbirati recimo med vojsko in plesom, kaj bi izbrala? Če gledam bolj tak praktičen namen, tudi mislim, zdaj v tem času je zelo pomemben zaslužek in tudi te veščine, ko so te borbene veščine, in tako bi potem izbrala vojsko. Če pa bi bilo bolj glede moje duše in to, kar me res nekako tako sprosti tudi, bi pa izbrala ples. Te je česa strah za tvojo prihodnost? Imaš kakšne strahove? Zdaj niti ne. Mislim, si malo bolj vnaprej že planiram, ampak itak v življenju velikokrat ne gre po planu. Ampak do zdaj ne. Tako. Okej, to je lepo. Samo tako pozitivno naprej. Še eno vprašanje. Če bi imela čarobno palčko, kaj bi spremenila jutri v Izoli, da bi bilo za mlade boljše? Zanimivo vprašanje. Karkoli. Lahko je neomejena kava v Degrasiju. Jaz bi rekla bolj to recimo za študentsko delo. Recimo sploh, če govorimo o gastronomiji in o barih in to, da so malo bolj, kako bi rekla, da malo bolj sprejmejo in da tudi bari sprejmejo tiste, ki nimajo še izkušnje. Ja.
da jih nekje končno dobite. Ja, Je tako? ja. Ja. Kako vidiš pa zdaj, če bi si predstavljala, kakšno misliš, da bo Izola čez 20 let, ko boš ti že odrasla? Mislim, po moje bo tako podobna. Se mi zdi, da ima tudi nekako tak poseben stil, zato ker je tako res barvno in tudi take stavbe so, tudi te prazniki naši so zelo lepi. Zdaj pa seveda odvisno, kako se bo svet naprej razvijal in tudi pač od župana in tako. Tako da res ne vem kako, ampak upam, da bo tako podobno, ker je res lepo mestece. Super, najlepša ti hvala, Nika, da si bila danes z nami za pogovor. Jaz ti želim, da ostaneš še naprej tako vsestranska in uspešna v svojem življenju, v odraščanju, v mladosti. Uživaj vsak trenutek. Hvala lepa, enako. Zdaj pa nadaljujemo z eno malo bolj športno zgodbo. Z nami je namreč Ana, ki pravkar zaključuje 7. razred osnovne šole in je pritekla direkt iz treninga namiznega tenisa. Ana se je v bistvu preizkusila že v skoraj vseh športih, praktično trenutno je pa državna prvakinja v namiznem tenisu. Čau, Ana. Čau. Smo veseli, da si danes z nami. Ampak preden se podava v tvoje športne dosežke, daj nam najprej povej, kdo je Ana, če odmisliš šport? Ja, kot ste že rekli, sem učenka 7. razreda in mi je zelo všeč živeti v Izoli in živim v starem mestnem jedru. To je blizu morja in rada se grem kopati tudi v morje. In imam eno starejšo sestro, ki je na faksu od arhitekture. Opa, se dobro razumeta sestro? Ja, zelo. Super. In imam tudi mamo Sanelo, ki ste jo verjetno že kdaj videli, in tatja Igorja, ki je pa zelo dobro v veslanju. Ja, ti prihajaš v bistvu iz take res zelo športne in aktivne družine, pa znaš tudi počivati, se znaš ustaviti. Mislim, ne težje, ful mi je všeč športati, kot ste že rekli, in ja. Super. Zdaj se bova zdaj malo ogrele, pa ti bom jaz postavila 2 trditve, pa boš ti povedala, katera ti je bolj všeč. A bi to bilo finale državnega prvenstva ali en dan brez obveznosti, brez delati nič? Mogoče finale državnega prvenstva, ker mi je res ful všeč ta šport in ga mislim trenirati tudi do konca življenja, ker mi je ful všeč in tudi se ful sprostim. In ja. Kaj ti je bolj, da greš po treningu recimo se vršiti v morje ali da preživiš popoldne večer s prijateljicami? V bistvu oboje, da grem na morje s prijateljicami. Aha, oboje, da bi združila in eno in drugo, plažo s prijateljicami. Ok, zmaga 3-2 ali zmaga 3-0, kaj je boljše? 3-0 definitivno, če je 3-2 je vse bolj zanimivo postane, ampak bolj vseeno. Če zmagaš je lepo. V vsakem primeru, ja. Ali 3-2 ali 3-0. Manzioljev trg ali svetilnik? Svetilnik, ker že od malega stalno sem na gugalnici, ker mi je zelo všeč in tudi imam zelo malo peške do svetilnika in potem sem tudi sama hodila, ko sem bila majhna. Trening, ko se ti res ne da, ali šola, ko se ti res da? Trening, ko se mi res ne da. Biti ful dober v nečem ali imeti več prostega časa? Imeti več prostega časa, ker mogoče bi pa lahko tudi to dosegel, ko bi vztrajal in bi pol tudi dosegel biti dober v nečem. Si raje cel dan brez telefona ali cel dan brez treninga? Cel dan brez telefona. Raje, ha? Ja. Ok, dajmo pa zdaj reči nekaj o življenju v Izoli. Kako ti je živeti v Izoli? Kaj se ti zdijo one lepe stvari, prednosti za eno najstnico kot si ti in kaj ti pa gre recimo na živce? Kaj bi rada spremenila? V bistvu v Izoli mi je ful všeč, da imamo ful blizu morje in imamo tudi nekje ponekod, kjer ni morja, je bolj malo senčke. In je zelo toplo in tudi po zimi ni toliko mrzlo kot naprimer tam bolj v zgornjih krajih Slovenije. In praktično skoraj vse mi je všeč. To, kar mi ni všeč, v bistvu je težko reči. Vse mi je všeč, ja. Mogoče bo še prišlo kasneje kaj, kar ti ni. Če bi mogla nekomu opisati, ki ne pozna Izole, kakšno je življenje v Izoli? Zelo zabavno, stalno se lahko greš kopati. Tudi po zimi? Dobro, po zimi, če si pogumen, ja. Tudi, ne?
Ja, Si greš kdaj kopati po zimi? Nisi še šla? Ne, še bom probala kdaj. In tudi tukaj je tudi dosti turistov, so tudi take male ulice, ki so mi tudi ful všeč. In je zelo lepo meni. Imaš rada mestno jedro, torej, kjer tudi živiš. Ja. Okay. Poprej smo uvodoma že povedali, da si res trenirala ogromno športov, a nam poveš na kratko, kaj vse? V bistvu odbojko sem malo časa, potem sem rokomet, pol atletiko, plezanje, plavanje, gimnastiko. V bistvu bolj če te raje vprašam, a katerega športa nisi probala trenirati? Teh bolj borilnih veščin, kakšen judo, kickboks, nogomet, košarka. Ampak sem probala igrati. Vse si probala? Ja. Okay. In kako je potem si nekako ostala pri namiznem tenisu? Kaj te je najbolj, zakaj te prepričal ta šport? V bistvu mi je bilo od začetka že ful všeč. V bistvu za ta šport sem spoznala, ko imamo na Lonki za preizkusiti več športov. In takrat mi je bilo zelo všeč in potem sem rekla, mama, lahko tudi to sprobam. In potem sem tudi to sprobala in na koncu sta bili še atletika in namizni tenis in potem sem se, ne vem, srce mi je povedalo za namizni tenis. Prav si ga začutila kot nek tvoj šport. In v bistvu danes si državna prvakinja v tem športu. Si kaj ponosna na ta svoj dosežek? Ja, sem, ja. Si. Kaj misliš, da mora imeti nekdo, da je najboljši v enem športu? Katero lastnost? Kaj je tisto, kar te naredi res najboljšega? Vztrajnost in mogoče, da tudi sprejmeš poraze. Kako se pa počutiš ob porazu? Mislim, žalostno. In pol ugotoviš, da moraš še bolj trdo delati, da pol naslednjič zmagaš nasprotnico. Lepo se sliši, da si tako uspešna v enem športu, pa se moraš zaradi tega čemu mogoče odreči kdaj. Treninge vem, da imaš vsak dan. Ja. Moram si narediti dober plan, da pol tudi šolo speljem. In če si narediš dober plan, je pol vse v redu, ker pač ti ostane dovolj časa tudi včasih za kakšne iti ven s prijateljicami, ampak to ponavadi med vikendi, če nimam tekem. Okay. In ti je pomembno, da imaš tudi ta čas, ki ga preživljaš drugače, recimo s prijateljicami? Ja, meni so prijateljice vse, meni se z njimi ful dobro družiti. Zaradi tega, ker jim lahko ful stvari povem in pol se dosti pogovarjamo in je zelo zabavno preživljati čas z njimi. In kje se ponavadi dobivate? Kje se družite v Izoli? V Izoli se družimo, gremo ti po en giro po Izoli. Na sprehod? Ja, na sprehod. In pač se dobimo odvisno, kje živi prijateljica, ponavadi na polovici poti. Se najdete in potem greste. Ko se skupaj družite, ste tudi kaj na telefonih, na aplikacijah ali se bolj pogovarjate? Ponavadi ne, ampak če smo, pa si rečemo, da če že smo od zunaj, se gremo pogovarjati. In potem se ponavadi vedno pogovarjamo, razen ko se menimo po telefonih. Ja, da se dobite, se dogovorite. Kire aplikacije pa, če ne uporabljaš najpogosteje na telefonu? Snapchat. Tam se s prijateljicami seveda tudi si pišemo in tam se tudi izmenimo za iti ven. Pa imaš kakšno omejitev, koliko lahko uporabljaš telefon na dan? Ja, imam. Ali mi ga vzamejo, ali pa imam za 1 uro za vse. Aha, dobro, lepo. Zdaj se bližajo poletne počitnice. Imaš kakšne plane, kako jih boš preživela? Rekla si, da tudi zelo rada plavaš. Ja, bom dosti plavala, ker pol avgusta, ko začnemo s treningi, tako da julija bom vsak dan hodila ven, če bom lahko. In tudi bom preživela bolj športno, bom šla tudi plavati, kdaj teč, pol bomo šli tudi kaj v hribe z mamo. Lepo. Pa se ti zdi, da je Izola varno mesto? Se lahko s prijateljicami tako sprehajate? Vas ni nič strah, sklepam? Ja, meni se zdi zelo varno, sploh se ne počutim ogroženo, ko sem od zunaj in je tako ful. Ti tudi starši dajo veliko svobode, da si lahko sama zunaj? Ja. Evo, zdaj smo se preselili iz Manzioljevega trga, ki si ga izbrala kot prvo lokacijo na drugo lokacijo, in sicer na igrišče v parku Svetilnik. Zakaj si izbrala prav to? Zaradi tega, ker kot sem že prej rekla, mi je ful všeč se stalno guncati in še blizu doma sem in sem se stalno, ko sem bila majhna, tudi šla guncati.
Ampak imaš mogoče še en drug spomin na to. Jaz se namreč spomnim, da ko si bila malo mlajša, si snemala en promocijski video za Visit Izola in prav na tem igrišču. Ja, takrat je bilo zelo zanimivo, to je meni zelo všeč tako snemati in mi je bilo takrat zelo všeč in je bila zelo lepa izkušnja. In bi jo še kdaj ponovila? Definitivno. Kje se vidiš, kaj boš, ko boš odrasla? Mislim, iti tudi za smer to igralsko in ali pa fizioterapevtko. No, zanimivo, igralka ali fizioterapevtka. Okay, če nadaljujeva zdaj z vprašanji, kaj je nekaj, kar recimo odrasli oziroma starši mislijo, da je zelo pomembno za vas mlade najstnike, vam se pa to zdi čisto brez veze? Da, ko rečejo, ko gremo ven, ko rečejo, pridi ob 8 in če prideš 15 minut kasneje, meni ne dovolijo iti naslednji dan ven, zato ker se nismo dogovorili. Glede na ure, to. Ker se ne držiš pravil. Okay. Kaj pa nekaj, kar rečejo starši radi, ko sem jaz bila ali bil toliko stara kot ti, kako bi dokončala ta stavek? Sem mi jedla manj sladkega in ko smo bili v naših časih, sploh ni bilo sladkega in niti telefonov ni bilo. In ko sem prišla domov, sem se stalno učila in poleg učenja in treningov sem tudi pospravljala doma več kot ti. Aha. In misliš, da je to bilo res? Ne. Po mojem je isto ali pa malo več, ampak ne toliko, kot oni govorijo. In kaj prevladuje v tebi? Ta tvoj močen športni duh, tekmovalen duh ali si bolj uporniška najstnica? Bolj to tekmovalno. Sem tudi uporniška najstnica, ampak malo manj. Malo manj. Misliš, da boš še bolj uporniška z leti ali da se boš malo umirila? Bom isto ostala ali pa malček bolj. Kdaj se počutiš najboljše? Na treningu ali po treningu? Odvisno, kakšen je bil trening. Če sem ga v redu naredila, po treningu, če že pa med. In kaj imaš rada stvari pod kontrolo ali ti je všeč, ko se vse dogaja bolj spontano? To je bolj spontano, ampak ja, bolj spontano. Kdaj si bila nazadnje kaznovana, Ana? Zdaj sem kaznovana. Kakšna je kazen? 1 mesec in pol brez telefona. In kaj si ušpičila, da si dobila tako dolgo kazen? Sem odgovarjala mami. In kako sprejmeš to kazen? Rečeš, ok, sem kaznovana, ali potem probaš kaj vmes omehčati situacijo? Ne, se probam najprej opravičiti. Sem valjda ful jezna, ampak pol enkrat moraš pač sprejeti, ker se ne bo mogla spremeniti kazen. In pol jo pač oddelaš in to je to. Kako pa se ti zdi, kakšno misliš, da bo Izola čez 20 let, ko boš ti odrasla že? Upam, da bo še bolj razvita kot je in da bo tudi dosti teh parkov za druženje otrok. Vse to zdaj jih je, samo da bo še bolj in da ostane tako čista, kot je zdaj. Kaj pa ti misliš, boš ti čez 20 let še vedno v Izoli ali te bo življenje odpeljalo kam v svet, v tujino? Upam, da me bo odpeljalo kam v svet, v tujino, ampak tudi zelo sem rada doma in se bom tudi vračala domov, če bom kamorkoli šla. Zelo lepo si to povedala. Evo, za konec pa samo še eno vprašanje, ker si res zelo uspešna športnica, ne? Kaj bi svetovala eni mladi punci, mlajši od tebe, ki si tudi želi biti tako uspešna, pa mogoče še ni naredila nekega preboja? Da ne vztraja do konca, tudi če jih kdaj ne bo uspelo, enkrat ji valjda bo. In da tudi po porazih jih mora sprejeti in pol naprej trenirati in vztrajati, kot sem rekla. Bravo, hvala Ana, hvala, da si bila z nami. Jaz ti želim še veliko športnih uspehov, čim manj kazni, pa ostani tako nasmejana in vesela. Hvala. Nika in Ana sta bile obe doma iz izolskega mestnega jedra, zdaj se nam je pa pridružil Ian, ki se je pripeljal iz hriba, dajmo reči. Ian ni doma lih v samem centru,
ampak živi nad Izolo. Ima pa eno veliko ljubezen, ki je glasba. Igra celo že v svojem bendu, kljub svojim rosnim mladim letom. Zaključuješ namreč 8. razred. Dobrodošel, Jan. Hvala. Kako si danes? V redu. Sem vesel, da sem tukaj. Si vesel, da se bova malo pomenila, da bova kaj povedala o glasbi? Okay. Kako ti je živeti v Izoli kot enemu mlademu najstniku? Kaj se ti zdi, kaj so prednosti, v čem ful uživaš in kaj ti mogoče gre malo na živce? Zdaj jaz ne živim v centru, sem bolj na hribu, ampak meni je zelo všeč v bistvu iti na plažo se kopati, pa ker imamo mi barko, grem tudi velikokrat surfat. To mi je še kar všeč. Potem pa so še druge stvari, da na hribu nimam nobenega, V bistvu je vse bolj oddaljeno. Ja, rabiš vedno prevoz, v bistvu, da prideš do mesta. Vedno je nekaj časa, da pridem. Okay, če bi mogel nekomu, ki ne živi tukaj, ne pozna Izole, razložiti, kakšno je življenje v Izoli, kaj bi mu rekel? Jaz bi mu rekel, da je še kar mirno, je tako majhno mesto in meni se zdi, da je prav veliko. Da ni tako kot v Kopru. Ker meni je Koper sicer všeč, jaz sem večino časa za obveznosti tudi tam, samo mi je malo preveliko. In je tukaj v redu, ki se poznamo. Ti je to všeč, da se tako vsi med sabo poznamo, da smo mogoče bolj povezana skupnost? Ja, tako. Okay. Kako bi se predstavil nekomu, ki te ne pozna? Jaz sem povedala zdaj, da zaključuješ 8. razred, da si v glasbi, da imaš svoj bend. Kaj bi še povedal o sebi? Približno tako, da mi je všeč surfanje, plavanje, tudi treniram to. In tudi različne videoigrice. Aha, igrice imaš rad. Ja. Koliko časa nameniš igricam? Pol ure na dan med šolo. Aha. In ko ni šole, zdaj, ko prihajajo počitnice? Za vikend pa po mojem, da kakšno urco. Ampak najdražje ti je pa glasba, je tako? Ja. Kdaj si se navdušil nad glasbo? Te je kdo navdušil nad glasbo? Kako se je ta zgodba začela? Tako, jaz sem v bistvu začel pri 6 letih. In mene je v bistvu navdušila ta kitara, ki takrat nisem vedel, zakaj in tako, ampak mi je pač bilo všeč. In kdaj si začel pol že pri 6 ikrat kitaro? Ja, takrat. Okay. In me je veselila, zaradi tega sem nadaljeval. In v bistvu bend, kdaj ste pa bend ustanovili? To pa je bilo, mislim, da pred slabimi 2 leti nazaj. In to pa je v bistvu naš mentor je Buši, ki pa je zdaj postal tudi moj učitelj klasične. Aha, kitare. Ja. Okay. Torej zdaj v bistvu zaključuješ tudi glasbeno šolo, je tako? Ja, naslednje leto zaključujem. Aha, naslednje leto zaključiš. Okay. Boš nadaljeval pol še naprej? Ja, bom. Okay. Kdaj je ta, recimo, hobi prerasel v nekaj več? Vem, da imaš veliko vaj, pa še vaje z bendom, v bistvu imaš skoraj vsak dan neko aktivnost. Ja. Meni je v bistvu začelo to postajati ful všeč, ko je nastal bend. Takrat si bolj zagrizel. Ja, takrat je bilo bolj zabavno, vsi te koncerti in vaje. Pa tudi boljše, kot da sam igraš. Ja. Torej raje igraš v bendu, kot igraš sam. Ja. Kaj se zgodi, zakaj ti je to bolj všeč? Kaj se zgodi, ko vas je več? Smo v bistvu bolj povezani in v bistvu vsak ima svoje mnenje. Se hitreje zmenimo za kakšne komade. Bolj sodelujete? Ja, sodelujemo in meni se zdi, da v bistvu nas je kar dobro izbral, ker se razumemo vsi. Okay, koliko vas je v bendu? 4. 4. Ena posebnost vaša je, da v bistvu ne samo, da igra vsak svoj inštrument, vsi tudi pojete, je tako? Kako je prišlo do tega? Ker smo hoteli biti v bistvu različni od drugih bendov. In tisti, ki izbere komad, tisti poje ponavadi. Aha, oni, ki izbere komad, pol tudi poje. Ja. In znate vsi dobro peti, morate, če pojete v bendu? Ja, moraš znati. A je kdaj tudi se kaj skritizirate drug drugega, če komu kaj ne gre? Ja, na izvadi. Ja. Kaj pa recimo, a je kaj naporno v bendu, a se kdaj kaj skregate? Ni, da se bi njih skregali, samo potem pri kakšnih komadih, recimo pri enem mojem, ki sem pel, mi je bilo, najprej smo mogli nekaj zviševati in potem še nekaj urejati in oglaševati in veliko časa je porabilo, ker sem imel pred 1-2 leti višji glas. Aha, in potem sem mutiral in potem sem moral vse prestaviti. Ja. In kako to sprejemaš, da se ti v bistvu tudi glas spreminja?
Meni je v redu, ker imam zdaj v bistvu večji razpon kot prej. V bistvu se mi še vedno ni spremenila višina. Super, odlično. Koliko nastopov recimo ste imeli z bendom Vroči pedoči? Po mojem, da okrog 15-20. Do zdaj. Ja. Kaj pa ime Vroči pedoči? Je tako zelo izolsko, istrsko, kako ste si ga zmislili? Torej, to ime je v bistvu nastalo iz nekega heca pred 7-8 leti nazaj. Se je moj oče to spomnil in smo se tam nekaj hecali, mislim, v Piranu. In potem smo se spomnili na to. Ko si že igral takrat kitaro? Ja. Aha, ok. In ti ostane pol še kaj prostega časa? Imaš čas za druženje s prijatelji, recimo po vseh obveznostih in šoli? Med tednom ne, bolj za vikend imam. Kje se pa dobivate s prijatelji? Kaj počnete? Večinoma se gremo kopat ali pa sprehajati po Izoli. In kje se radi sprehajate? Imate kakšne svoje posebne džire? Vse? Okoli, ja. Okay. In kaj počnete na teh sprehodih? Sprehajate, se pogovarjate? Ja, se pogovarjamo, večinoma gremo, ne vem, do San Simona, do neke destinacije, pa če se gremo kopat. Se ti zdi Izola dovolj živahna za vas, mlade najstnike? Ali je bolj mirna? Mirna je, tako. Pa ti to odgovarja? Ja, meni je v redu to. Da sicer je malo krajev, ker se lahko greš družiti, kopati, je bolj skromna, samo mi dogaja. Super, lepo. Ian, ti si danes za lokacijo snemanja izbral svetilnik. Zakaj si izbral prav to lokacijo? Meni je v bistvu tukaj kar lepo za se kopati, pa imamo še tam pomol, ki ponavadi gremo tam skakati. Pa po moje, da je najlepši plac tukaj. To je tvoja najljubša plaža? Ja, tukaj v Izoli, ja. Kaj pa po zimi tudi rad zahajaš sem na ta del? Še kar, ja. Ponovadi hodimo v Vitaminček ali pa se gremo tukaj šetati po Gozdičku. Lep plac, ne? Ja. In Ian, kako misliš, da bo izgledala Izola čez 20 let, ko boš ti odrasel? Po moje, da je ista. Misliš, da se ne bo? Ne, po moje, da se ne bo nič spremenilo. Zakaj tako misliš? Ne vem, tako ponovadi je bila vedno ista, ni se nič spremenilo, razen kakšne hiše so se obnovile ali kaj, kakšne nove restauracije, drugo ni nič. In ti bi si želel, da se spremeni ali bi raje videl, da ostane taka, kot je? Meni je čisto v redu tako. Ti je v redu? Ja. Ok. Kje pa ti sebe vidiš čez 20 let, ko boš odrasel? To pa še ne vem. Sem v dilemi. Ali grem, zdaj v bistvu se odločam, če grem na gimnazijo splošno ali pa umetniško. Tako da zdaj še ne vem. No dobro, umetnost nekako bo sigurno vedno en del tebe. Ja. Pa si predstavljaš, da boš ostal tu ali da boš šel raziskovati svet, kakšno večje mesto? Po moje, da bom šel kam drugam. Vedno bom se vrnil sem. Ja, to je pač vseeno tvoj dom. Evo, zdaj bova eno tako mini igro, par kratkih vprašanj imela in sicer prvi je, opiši bend Vroči pedoči v 3 besedah. Vroči. Ja, vroči, domiselni in dobri. Dobri, zagnani, jaz bi še dodala. Zagnani. Kjer je najboljši koncert, na katerem si do zdaj že bil? Da bi mi igrali. Ne, da si ti bil na enem koncertu. Po moje, da v Berlinu, Black Keys. Aha, zakaj ti je bil ta poseben zaradi lokacije? Lokacija je bila, mislim, da v gradu in je tak odprt bil del. In je bilo, mislim, da okoli 5000 ljudi, ni bilo neki ful in so dober band meni. Tako zanimivo je bilo, živahno. V bistvu so te oni kot glasbeniki prepričali. Ja. Sej par komadov igramo od njih. Super. Kjeri koncert si pa želiš iti, pa še nisi bil na njemu uni, ker rečeš, joj, to pa res moram enkrat iti? Zdaj bom šel, mislim, da 25.7. Grem pa na Gorilas, ki bojo pa v Trstu. Tako da to se pa res želim. Super. Kaj je boljši občutek, ko ful dobro zvadite komad ali ko uspešno opravite nastop? Meni ni to, da opravim nastop. Jaz ne gledam tako, da zdaj bom končal, ampak bolj mi je to, da igram.
Ja, in kaj ti je bolj v veselje, ko zvadite pol dobro komad? Ko rečete, wow, to je pa res. Oboje mi je to, da znamo dobro komad, je v redu, ki bomo nastopili dobro. Pa tudi mi je ful všeč, ko dejansko nastopamo, ker je tak dober občutek. Okay. Če bi si jaz zdaj dala slušalke in bi mi ti dal en komad, da ga poslušam, ko odkrivam Izolo, kateri komad bi mi dal? Jaz nisem nikoli razmišljal o tem, ampak meni so te Black Keys bi lahko, pa kakšen tak drug živahni band. Povej en band. komad od Black Keys, katerega bi mi dal? Kakšen Lonely Boy. Super. Kateri komad si pa ti zavrtiš, če imaš mogoče kakšen bolj slab dan, če si kdaj malo slabe volje, da te malo dvigne? Da mi dvigne, tudi taki. Tudi ta? Ja. Mi je res, ali pa kakšen od Royal Blood. Okay. In če bi bil recimo tvoj trenuten najstniški life, ena glasbena zvrst, katera bi bil? Hard rock. Hard rock, ok. Zakaj bi bil hard rock? Meni je osebno zelo všeč ta zvrst. V redu mi je tudi normalen rock, nek metal tako, se hitro naveličaš. Nek easy groove, tak. Večinoma se vrti okoli rocka. Okay. Kaj je ena stvar, ki odrasli mislijo, da je recimo za vas mlade ful pomembna, ti pa misliš, da v resnici ni toliko važna? Večina stvari, recimo, da greš se ven sprehajati, se razumem, da so tudi drugi ljudje odzunaj, da so kakšni čudaki, ampak tako, kakšenkrat so tudi zelo overprotective. Ja. To še malo, pa čakaj še malo, da bo zrastel, pa bo konec. Veš, dostikrat tudi starši ali pa odrasli rečemo, joj, ko smo bili mi toliko stari kot ti smo, kaj je največkrat rečejo, recimo? Nismo imeli naprav. Ja, nismo imeli telefonov. In smo bili non-stop odzunaj, a po drugi strani mi je tako, da grem ven, imam še vse druge obveznosti in verjamem, da... Nimaš toliko časa, ne? Ja. Pa ko se družite zunaj, ste na telefonih ali se bolj pogovarjate en z drugim? Bolj se pogovarjamo, tudi ki je na telefonu, niti ne toliko. Okay. Zdaj v takem lepem vremenu gremo se kopati tudi. Dobro. Kaj misliš doma pa na koncu več screen time, mladi ali odrasli? Mislim, moji so fotograf in dizajnerka in oni so v bistvu cele dneve morajo delati, ne? Tako da in so definitivno posledično oni, na telefonu. Ja. Kaj pa misliš tako, surfanje, pa gledanje video, TikTokov, kdo to dela več? Mladi ali odrasli na koncu? Mladi. Mladi. Ja. Kaj ti je bolj pomembno, dobra glasba ali dobra družba? Oboje. Kaj, če bi mogel zbrati, kaj bi raje zbral? Dobra družba. Okay. Kaj bi pa zbral, če bi mogel zbirati med morjem in glasbo? Po moje, da glasba. Glasba? Ja, ima morje direktno od zadaj. Prav isto je meni. Torej sta enako vredna. Ja. Super. Ian, jaz ti želim še ogromno glasbenih uspehov. Prepričana sem, da jih boš dosegel in da ti bo v življenju ratalo vse to, kar si boš zadal. Veselimo se tudi kakšnega novega koncerta. Ja, seveda. Tako da te bomo prišli pogledat. In v bistvu kaj ugotavljamo, da ste nam vsi najstniki danes povedali, da je morje ena ključnih, bi rekla, izolskih lastnosti, ki vam je vsem zelo všeč, tako da ni za vas nekako samoumevno, kot smo mogoče mislili. Zanimivo, ne? Ja. Tudi za kakšne je samoumevno, da je tukaj morje večinoma izolane, ker recimo tisti gor, Maribor in to ne grejo na počitnice, sem, ne vem, enkrat na par mesecev in tako, dogodivščina. Ja, ampak recimo vsi ste danes res izpostavljali, koliko vam pomeni morje in da vam je Izola všeč prav zaradi morja. Ja. Ok. To je bilo to za danes iz današnjega šipeta Izole z našimi mladimi domačini. Lahko nam napišete v komentar, kako so se vam zdeli Ian, Nika in Ana in se slišimo, vidimo v naslednji epizodi. Podcast Šepet Izole je sofinanciran strani Turističnega združenja Izola ter sredstvi javnega razpisa za promocijo turistične ponudbe vodilnih destinacij v Sloveniji v letu 2026.